vprašanja. Naj vam jih predstavim. Dino Pucer, predsednik Društva oljkarjev Slovenske Istre, Milena Bučar-Miklavčič, predsednica Nacionalnega odbora za oljkarstvo, Viljenka Vesel, Center za oljkarstvo Koper, ter Irena Vrhovnik, Kmetijsko-svetovalna služba iz Kopra. Torej, če začnemo pri najbolj aktualnih stvareh, gospod Pucer, morda za iztočnico nekaj vaših misli o trenutnem položaju slovenskega oljkarstva in morda tudi kakšna beseda o predlogu novega zakona o katastrskem dohodku. Ja, lep pozdrav. Mi smo ravno kar končali skupščino Zveze društev oljkarjev Slovenije, izvolili novega predsednika, predsednik društva iz Brd, gospod Prinčič je nov predsednik Zveze društev, imamo vsakoletno rotacijo in tudi danes smo se o tem, predvsem govorili o programu dela oljkarjev in o tem, da bi zelo radi, da bi nas, ministrstvo priznalo Zvezo društev kot tisti reprezentativni organ oljkarstva, s katerim bi lahko potem normalno kontaktirali in razreševali te probleme, ki jih imamo v zvezi. Glede par vodnih besed, govoriti o oljki pomeni govoriti o njeni zgodovinski in tradicionalni pomembnosti, pomeni govoriti o krajinski značilnosti, predvsem na mediteranskem območju, in govoriti o njeni uporabni vrednosti. Kadar vse to troje združimo, dobimo neko sinergični učinek, nek sinergični, pogled, kaj oljka je. Mi nikoli nismo oljko enačili z koruzo, z živinorejo, z ne vem s katerimi poljedelskimi panogami, vendar govorimo o multiplikativnih dejavnosti, o oljki, ki nam nudi nekaj več, kot je olje in oljčno olje pomaga pri koncu pri vrstih razvoju drugih panog. Kadar govorimo o njeni zgodovinski pomembnosti, je treba seveda omenjati kot večnost tega sadeža, tu ga poznamo na tem koncu tisočletja. Trajnost in odpornost je značilna za oljko, govorimo, da je simbol miru in sožitja. Mi vsi poznamo tisto basen, ki govori, kako so se rastline združile in hotele in predlagale oljko za kraljico rastlinstva in je oljka to odbila. Sama je rekla, da ona ima pomembnejše stvari, kot pa biti kraljica, to se pravi, da mora opravljati drugi posel. Vemo, da jo opevajo in častijo vse religije, opevajo jo različni pesniki, primorski so značilni, od Gradnika, Župančič, Boris Pangrc, Alojz Kocijančič, pa še in še bi lahko našteval.